Ta zakon jasno pokaže, da ministrstvo, da politika nima ideje, kaj je problem v zdravstvu in kako ga rešiti. Veste, če vas zapusti skupina ljudi, ki se ukvarja z neko zelo specifično medicinsko problematiko, je to za nas, ki imamo peščico teh ljudi, katastrofa. Predstavljajte si, da vam vsi plastiki odidejo iz kliničnega centra. Kdo bo skrbel za opekline? Intenzivo bomo že anesteziologi porihtali, ampak operirati nekrektomijo narediti morajo pa plastiki. Ali pa recimo maksilofacialna kirurgija. 60% pacientov, se pravi težko poškodovanih pacientov, ima poškodbo glave in ob temu običajno tudi obraza. Kdo bo te paciente oskrbel, če ne bo maksilofacialnih kirurgov? To ne more delati katerikoli kirurg. Ni pa to seveda edini problem našega zdravstva in naših čakalnih vrst. Mi smo infrastrukturno v zaostanku. Glejte, klinični center je 50 let stara stavba. Praktično se nič ni spremenilo od takrat, ko sem se jaz tam zaposlil pred 40 leti. Center za intenzivno zdravljenje kirurških bolnikov, CIT, kot mu mi po domače pravimo, ima še vedno enako število postelj, kot jih je imel takrat. In delamo seveda vedno skoraj na 100% zasedenosti. Jaz sem včeraj bil dežuren in se moraš vsakič, ko si dežuren in sprejmeš poškodovanca, pregovarjati, kam ga boš dal, ker ni prostora, ker morajo iz CIT-a nekoga seliti na oddelek, zato da mi lahko sprejmemo pacienta v CIT. Ok, lahko operiramo, ampak veste, niso še naročili posle na pograde. Kam bomo pa paciente dajali? Zdaj sam lahko govorim za urologijo, kjer že vrsto let opozarjamo na nedopustno dolgo čakalne vrste. To opozarjamo že cirka 20 let, pa se na tem področju prav nič ne spremeni. In bi pričakoval v bistvu od vlade, tudi mi smo mislili, da bo tako, glede na to, da so rekli, da bojo marsikaj spremenili, da bi se povečale kapacitete. Tukaj je problem, ni operacijskih, ni dovolj postelj, tudi medicinske sestre zaradi težkih pogojev dela zapuščajo naše oddelke, tako da recimo prejšnji teden sta 2 sestre zapustile naš oddelek, v zadnjem letu torej skupno 7. Na našem oddelku smo kadrovsko, torej zdravniki, kar dobro podkrepljeni in mislim, da urologija ne bo padla. Skoraj ziher bi rekel, da bo Izola padla, Slovenj Gradec bo padel, Jesenice bojo padle, UKC Maribor, 4 leta imajo polovične kapacitete zaradi pomanjkanja sester, torej pol oddelka je zaprtega, eno operacijsko. To za nek tak univerzitetni klinični center v bistvu je nesprejemljivo. Bolniki bojo v bistvu izgubili, ker če nimaš kapacitet, tudi če bi rad delal več. Sej mi smo imeli te, bom rekel, jurišne akcije, pa smo delali v soboto, pa popoldne in tako naprej, ampak se v eni fazi se oddelek napolne in ti ne moreš več delati. Sploh pri kirurgiji je tako, da bolnik po operaciji ne gre domov, to ni ambulanten pregled. On odleži, lahko da so kakšni zapleti, so težke operacije in dokler on leži na tej postelji, ti ne moreš dati novega gor. Tako da moji bolniki so zelo zaskrbljeni. Kako bojo sploh prišli do nekih storitev? Prej sem govoril o nedopustnih čakalnih dobah za malignome, kaj šele benigne bolezni. Benigne bolezni v urologiji jih tako rekoč ne delamo. To so povečana prostata, bolniki so leta na urinskih katetrih. In to je v bistvu zavajanje javnosti. Mi, ki smo nekoliko bolj starejši, se bomo na nek način že znašali. Ampak
Sprašujem se, kaj ponuditi mladim v takem sistemu, kjer v bistvu nemo gledajo, kako v bistvu vse propada. Je potrebno opozoriti, da bo z obveznim vključevanjem vseh zdravnikov v dežurno službo kakovost in varnost bolnikov padla. Specialisti različnih strok namreč delajo tudi na primarnem nivoju v zdravstvenem domu ali v regionalnih bolnišnicah, kjer ni oddelka in niti ni dežurnih mest. Po zakonu bodo ti zdravniki morali oditi dežurati v drugo ustanovo. Kot posledica pa na dan dežurstva in dan po dežurstvu ne bodo oskrbeli bolnikov v svoji primarni ustanovi. Če tak specialist dežura na primer 2-krat mesečno, pomeni, da ga skoraj en teden na mesec ne bo v domači ustanovi in bodo zato bolniki regionalne bolnišnice ali zdravstvenega doma prikrajšani in čakali dlje na oskrbo, kot čakajo sedaj. Ja, moje ime je Alenka Strdin-Košir, sem specialistka interne medicine in specialistka intenzivne medicine. Zadnji 2 leti sem vodja novoustanovljene infektološke intenzivne enote v UKC Maribor. Moje stališče je stališče nekoga, ki že celo življenje dela v javnem zdravstvu in tudi nima druge možnosti, kot ostati v javnem zdravstvu. Rešitev, ki jo vsi čakamo, je, da se bodo uredile razmere v javnem zdravstvu, da se bodo pogoji dela izboljšali, da bodo ljudje si želeli v javnem zdravstvu ostati zaradi tega, ker bojo tam pogoji dela v redu. Zdaj, Klinični center Maribor je terciarna ustanova, kjer bi naj nudila bolnikom vse specialnosti. Zdaj, če bomo mi imeli odhod specialistov ortopedije, radiologije, oftalmologije, potem bomo težko vzdrževali standard kliničnega centra, ker bolnikov ne bomo mogli ustrezno oskrbeti. Še večji problem bo seveda v manjših bolnišnicah, kjer verjetno se bodo določene panoge mogle v javnem zdravstvu prav zapreti. ORL recimo že zdaj v nekaterih bolnišnicah problematičen, prav tako radiologija, oftalmologija. Vse, kar delamo v resnici za bolnike. Zdravniki smo izvajalci storitve za bolnike. In multidisciplinarnost, pristop k bolniku raznih specialnosti v enem kliničnem centru ali v eni bolnišnici, tudi sekundarni, je za bolnika. Vse to ni za nas. To je za bolnika, da je bolnik pravilno oskrbljen. Rabimo multidisciplinarnost, rabimo strokovnjake na enem mestu, ki k temu bolniku pristopijo. Sej nismo v službi zaradi zdravnikov, smo v službi zaradi bolnikov. Če si predstavljamo, da bodo ti ljudje odšli in opravljali svoje storitve drugje, nam bo zelo močno zmanjkalo ljudi, ki bi delali urgenco. To je pa dejavnost, ki nikoli ne bo mogla biti privatna, ki jo moramo zagotavljati. Na koncu se nam bo zgodilo, da bo na najbolj kritičnih, najbolj ključnih točkah zdravstva nam zmanjkalo zdravnikov, ker bodo odšli iz javne mreže nekam drugam. Jaz sem Dimitrij Kuhal, predstojnik Kliničnega inštituta za radiologijo v Ljubljani. Predstojnik sem že 10 let. V lanskem letu so nam odšli 4 kolegi, stari približno 40 let. To so ljudje, ki imajo v bistvu največ znanja v najboljših letih in take ljudi, da nadomestiš, rabaš kar nekaj časa. To se mi zdi grozno škodljivo in zdaj razne ideje med kolegi padajo tudi o kolektivni odpovedi. To zna biti za sistem katastrofa. Veste, kaj se dogaja v Celju, probleme na Jesenicah, po številnih drugih bolnišnicah z radiologi. Če ostanemo na temu, da zdravniki iz javnega sektorja ne bodo več mogli delati pri koncesionarjih in pri privatnikih, se bojo čakalne dobe brez dvoma močno podaljšale. Problem bo z dostopnostjo storitev, tako da to zna biti velik problem. Zdaj, nihče od naših kolegov si ne želi delati pri nekem privatniku ali koncesionarju, če bi to delo lahko opravil v svoji ustanovi. Žal pa so pri nas, pa tudi drugje, razmere take, da je problem v zastareli opremi, magnetne resonance v tej glavni stavbi kliničnega centra sta stari 18 pa 24 let. Delata od 7 zjutraj do 21, potem seveda še po noč za
neprekinjeno zdravstveno varstvo in si ne predstavljam sploh, da bi te aparate še dodatno obremenili. Predvsem pa enostavno nimamo kapacitet, da bi lahko to speljali. Zadnje nekaj let se sprašujem, kdo bo mene zdravil. Bolniki tukaj siguren bojo potegnili najkrajšo, čakalne dobe se bojo zdaljšale. Storitve, kompleksne storitve, ki jih zdaj nudi javni sektor, teh storitev v privatnem sektorju ne bo ponudil nihče. In tako kot je dr. Brecelj zadnjič rekel, lahko bo pacient prišel brez čakalne vrste na magnet kolena, ko bo imel pa prometno nesrečo z našega področja, recimo ne bo nikogar, ki bi mu sred noči zaustavil krvavitev in bo pacient skrvavel. Meni se zdi to za paciente največja škoda. Veste, zdravnike bojo pacienti zmer rabili. Kako pa bojo do njih prišli, kolikrat bojo lahko do njih prišli in koliko bojo morali za to plačati, tega pa jaz mislim, da si nihče od pacientov ne predstavlja. Naslednje leto bo 30 let, kar delam v ginekologiji. In približno 25 let delam poleg javne službe, tudi službo v popoldanskem času, tudi dodatno samoplačniško dejavnost. V zadnjih 6 let sem zaposlena 80% v javnem sistemu in 20% imam SP. Poleg tega, da v javni službi naredim vse, kar je treba narediti, še kaj več, že ves čas svoje kariere se ukvarjam tudi z nabiranjem dobrodelnih sredstev za opremo slovenskih javnih porodnišnic. Nekaterih stvari v javnem sektorju ne moremo opraviti. Naprimer, veliko naših pacientk želi drugo mnenje. Za drugo mnenje ne izdajamo napotnic. Nekatere ženske si želijo dodatne brise pap, ki so predvideni na 3 leta. Če hoče bolj pogosto preglede, jih v javnem sistemu ne moreš dobiti. Nosečnice si včasih želijo dodatne ultrazvoke, 3D ultrazvoke, tudi dodatne morfologije, dodatno mnenje in enostavno zavarovalnica ne plača teh dodatnih pregledov. Če bi jaz popolnoma prekinila delo v zasebni ambulanti, sigurno ne bi mogle do mene priti vse tiste ženske, ki si to želijo. Imela bi še večji naval v javnem sistemu, kjer je že itak imam po vseh normativih preveč. Jaz tudi zelo rada učim in zelo rada se ukvarjam z mlajšimi kolegi in bi tudi meni zelo manjkalo, če ne bi uspela z njimi sodelovati. Mislim, da bi bilo pa za njih verjetno še večji primanjkljaj. Ja, in meni bi zelo, zelo manjkalo, če ne bi bila pri porodih. So pa še tudi drugi posegi in postopki, ki se jih ne more opravljati ali pa jih večinoma ne opravljamo v zasebnih ustanovah. Jaz v zasebni praksi delam samo ambulantne preglede, ki so sicer lahko zelo zanimivi, zelo kompleksni, ki dajo tudi zelo dobre diagnostične in tudi terapevtske rezultate, ampak dejstvo je, da vseh postopkov se pač ne da delati in jih tudi nočemo delati, ker javni sistem nudi veliko varnosti. Nudi pa tudi veliko pritiskov, povzroča veliko tudi stresa. Tako da rajši niti ne razmišljam in rajši niti ne povem, kaj se bom mogla odločiti, če bi me res stisnili kot eno ali drugo. Dobar dan, pozdravljeni. Kot mi je že napovedala naša PR-ovka, prihajam iz ginekološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani, kjer sem zaenkrat 100% zaposlen in še dodatnih 20 v privatni ustanovi. Podobno kot so kolegi že pred menoj povedali, seveda neumnost razlagati ljudem, da če boš zdravnike vzmaknil z dela, da bo potem čakalne vrste krajše. To je uporabnostna naloga za prve 3 razrede osnovne šole. Druge stvari so dobesedno jasne, se pravi, kdo, kam in zakaj odhaja, kdaj gre in kaj to pomeni. Na eni strani imamo urejen zdravstveni sistem v neki bolnišnici, ki zaenkrat še funkcionira, ampak v neki drugi bolnišnici ne funkcionira. Zdaj bodo zdravniki iz tega zavoda poslali v zavod, tako da boste v bistvu v krizi oba. Tam zares ne bodo ničesar naredili pametnega, na tej strani drugi pa bodo seveda ljudi onemogočili oziroma bistveno zmanjšali sicer dobro utečeno delo. In to se predstavlja kot rešitev. Resno? Tudi meni bo manjkalo dela, če bo moral oditi, če bo zakon spet tak, kakršen je predlagan. Zelo rad delam z študenti, sem učitelj med drugim tudi onkološke kirurgije. Zelo rad delam z specializanti, specialisti, tudi specialisti iz drugih držav.
v regiji, ampak vse te stvari nekako ne zmore pokriti ta zakon oziroma ta zakon temu nasprotuje, tako da po svoje bo treba pač izbrati tisto stran, za katero menimo, da bo omogočala nam drugačen razvoj. Še nekaj moramo povedati, ne? Za vse to, ta zakon in tako naprej, ni nekaj, kar bi zdajšnja vlada skrivala. To je povedala, oziroma to so povedali akterji še predno so bili izvoljeni na te funkcije, to je bilo v njihovem programu in volilci, beri bolniki, so to masovno izbrali, ne? In zdaj so to dobili. Hvala. Hvala lepa. Probal bom biti čim bolj kratek in jedrnat. In sicer zdravniki urgentne medicine ter ostale kolegice in kolegi, ki delujejo v strokah, ki oskrbljujejo hudo bolne, poškodovane paciente, seveda po definiciji imamo domicil v javnem zdravstvenem sistemu, kam drugam gremo težko, oziroma na prvi pogled se zdi, da mi te dileme o javnem ali zasebnem zdravstvenem sistemu niti nimamo. Vendar medicina je timski šport in če bodo ogrožene druge specialnosti, druge stroke, če bodo kadrovsko podhranjene, potem seveda nikakor ne bomo mogli zaobjeti celotnega obsega obulusa obravnave naših pacientov, kritično bolnih, poškodovanih, kakor je to bilo sedaj v veliki večini možno. In pod vprašaj se seveda zastavlja razvoj celotnega sistema, posredno seveda tudi naše stroke. Tako da smo, četudi bo ta učinek morda posreden, definitivno zaskrbljeni, kakšne posledice bi lahko to imelo na nadaljnjo oskrbo naših pacientov. Bi pa rad povedal, da četudi se morda zdi, da zakon ščiti posredno celo urgentne službe oziroma službe, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, pa moram priznati, da nekako vseeno pogrešamo bolj aktivno razmišljanje oziroma podporo in skrb službam, ki so nenazadnje kritične. To smo videli že velikokrat, začenši v pandemiji, v zadnjih množičnih dogodkih, tako da bi apeliral na odločevalce in na javnost, da nas podpre v nadaljnji gradnji oziroma vzdrževanju javnega sistema, kjer bomo lahko nudili usluge in kvalitetno oskrbo vsem, ki se bomo v teh kritičnih situacijah prej ali slej pojavili. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naprej vabim primarij docent dr. Stanislav Čebučigaj, višjo svetnico, predstojnico dermatovenerološke klinike iz Ljubljane. Hvala. Skrb, ki jo imamo dermatologi oziroma ki jo imam jaz kot predstojnica dermatološke klinike, je ta, da bomo kliniko počasi lahko zaprli oziroma bo stroka z leti propadla, če bo zakon takšen, kot je sprejet. Zakaj? Že zdaj praktično ni sekundarne dermatološke mreže v državi, ker lepota dermatološke specializacije je sicer ta, da se bolezenska stanja nadaljuje v neki estetiki in veliko dermatologov dela na obeh področjih, vemo pa, da predvsem teh estetskih posegov, ker pa pravzaprav niso vsi zgolj samo estetika, ampak na nek način odstranjevanje nekih benignih sprememb, ki so tudi del zdravljenja dermatološke stroke, seveda to ni možno v javnem zdravstvu. Tako da pričakujemo po grobih ocenah, da bo kliniko zapustila približno tretjina zdravnikov dermatovenerologov in s tem se bodo čakalne dobe podaljšale. Hvala. Najlepša hvala. Naprej profesor dr. Igor Švab, višji svetnik in dekan medicinske fakultete. Ja, dober dan. Medicinska fakulteta se je v situaciji s tem zakonom znašla v položaju laične javnosti in nismo v pripravi zakona bili ne vprašani, ne pri njem sodelovali. Skrbi nas predvsem to, da se bo položaj zdravnikov, ki delajo hkrati v kliničnem centru in na medicinski fakulteti bistveno poslabšal, ker ta zakon v ničemer ne izboljšuje položaja
zdravnikov, ki delajo v akademskem okolju in so nosilci razvoja stroke in znanosti. Skrbi nas, kaj se bo zgodilo, če bo veliko naših kolegov, vrhunskih strokovnjakov se odločilo za delo v zasebništvu in ne bodo več na voljo za pouk, ker bomo potem imeli velike težave z izvajanjem predvsem kliničnega pouka. Teh zdravnikov, s katerimi imamo take pogodbe, je več kot 300. To pomeni, ne gre za majhno številko. Obenem pa me čudi, da je v strategiji osnovne zdravstvene dejavnosti, ki je ministrstvo napisalo, predvidena možnost, da bi osnovna zdravstvena dejavnost lahko imela svojo terciarno dimenzijo, to pomeni klinične inštitute. Za kaj takega je treba zakon spremeniti. Ta zakon pa te možnosti ne predvideva. To se mi zdi ena taka nenavadnost tega predloga. Hvala lepa. Hvala. In še David Kozlič, doktor medicine in dentalne medicine iz kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Tukaj sem kot predstavnik Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo, kot tudi eden izmed specialistov na oddelku. Naša stroka je nekoliko specifična, saj predstavljamo vez med medicino in zobozdravstvom. In na nek način je majhna, ampak nujno potrebna za dobro oskrbo bolnikov. Zato nas res ta predlog zakona skrbi, kar bo sledilo. Zdaj, na kliničnem oddelku se že tako spopadamo in s kadrovsko, kot tudi s prostorsko stisko in pa podcenjenostjo storitev. V zadnjem letu sta nas že zapustili trije specialisti. To pomeni, da nas je trenutno samo še 11. Večina specialistov resno razmišlja o odhodu v primeru, da bo zakon sprejet v taki obliki. Kar to pomeni za bolnike, zaradi katerih smo mi tam. To pomeni, da neprekinjenega zdravstvenega varstva v področju poškodb obraza in vratu v celoti v Sloveniji sploh več ne bo. Mi operiramo 250 poškodb obraza letno, to je približno 90% vseh hujših poškodb obraza. Pri nas se zdravi zaradi prirojenih anomalij 40 novorojenčkov letno, ki imajo razcep ustnice. Mi operiramo 200 razvojnih motenj obraznega skeleta mladostnikov, ki smo edini v Sloveniji, vse te storitve edini v Sloveniji, ki delamo. In moram poudariti, da se te storitve v privatnem sektorju ne delajo, saj zahtevajo multidisciplinarno obravnavo in mi nismo edini, ki smo za to potrebni. Tukaj so še kolegi otorinolaringologi, ortodonti, neurokirurgi, plastiki in tako dalje. Misliti, da bo se pokrilo z koncesionarji, z kirurgi iz sekundarnega nivoja, ki bodo zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo, pri nas žal ni možno. Že tako se ti zavodi od Gorice, Maribora, Ptuja, Novega mesta pomagajo z zasebniki, ki izvajajo skoraj polovico teh storitev tam. Tako da bo tudi njihova storilnost padla. Uvoz naše stroke, ki je relativno specifična in smo edini z dvojno izobrazbo, to pomeni imamo medicino in dentalno medicino in smo edini iz republik bivše Jugoslavije, ki sledimo tem smernicam Evropske unije, tako da v bistvu ostalim kolegom se izobrazba v Evropi ne prizna, tudi ni možen. Torej, to pomeni eno nazadovanje za 30 let nazaj, uničenje dolge 70-letne zgodovine maksilofacialne in oralne kirurgije v Sloveniji in pa seveda ene nepopravljive posledice za bolnike, zaradi katerih smo tam. Hvala lepa. Povemo še profesora doktorja Fama Zvera, vendar je odključal promet, če prije do konca novinarske bo tudi on z vami delil svoje mnenje. Zdaj se nam bo prek Zooma pa pridružil še dr. David Zupančič iz infekcijske klinike UKC Ljubljana, ki se zaradi bolezni žal ni mogel udeležiti v živo. Izvolite. Hvala, jaz upam, da se bomo dobro slišali. Jaz bi za začetek se ustavil pri tej osnovni nekak paradigmi, ki se mi zdi, da se ponavlja v vseh komentarjih in vseh objavah medijev, ki jih berem, in to je ta famozna konkurenčna klauzula. In sicer meni je že tukaj v osnovi malo zgrešena ta predpostavka, ker se vprašam, a je javni sektor sploh lahko konkurenčen privatnemu oziroma bazirano na neki zelo močni socialni solidarnostni osnovi. In ne moramo pričakovati, da bojo zdravniki recimo v javnem sektorju imeli
takšne dohodke, kot imajo lahko v Ameriki ali pa v privatnem sektorju. Ne morem pričakovati zloščenih kristalnih sprejemnih pultov, kot sem ga doživel, ko sem šel na en pregled medicine dela v privatni sektor in tako naprej. To je nekaj, kar moramo delavci vzeti v zakup, zato ker konec koncev to pomeni, da tudi če nekoga, ki ima minimalno plačo, zbija avtobus, ga bojo s helikopterjem magar, speljali v klinični center in v celoti oskrbeli na strošek države. Tako da zdaj tukaj, če se ti greš neko omejevanje konkurence in daš čist plastično, če povem, zdravniku možnost, a boš delal več po noči, za praznike, za vikende, za bistveno manj plačila ali delal v bolj urejenih razmerah za bistveno več denarja, se lahko vsak zase odloča, je to res pohlepno, če tak zdravnik gre, ali je to samo neka osnovna logika, ki zdrži vodo. In tukaj jaz bi rad poudaril še to, da ni treba, da gre, tukaj je kolegica tudi rekla, recimo 1/3 klinike, kar je grozen, če se zgodi, ampak vsak človek, ki odide, poslabša razmere za vse, ki ostanejo. In če je ta človek še učitelj na fakulteti, si sploh ne predstavlja, takega človeka ne moreš dobiti v 2 mesecih, ampak ga dobiš v, ne vem, profesor Švab bo bolj vedel, ne vem, 15 letih ga lahko zamenjaš. In zakaj zdaj mene to tako skrbi kot infektologa, ki tudi, tako kot dr. Strdin in dr. Prosen sta omenila, v bistvu privatnega sektorja nimam in pač ne morem delati tudi, če bi želel. Zato, ker je res, kot je dr. Prosen rekel, da je medicina ekipni šport. In vam jaz lahko čisto plastično dam en primer. Recimo, pripelje mama otroka na našo urgenco infekcijsko, sum na septični artritis. Hrustanc se v 24 urah uniči. In zdaj jaz sem zdravnik in jaz kličem ortopeda in mogoče mi bojo rekli, eden je trenutno v kliničnem centru in operira. In pol kaj, bom jaz ta človek, ki bo tej mami to razložil in njena pričakovana jeza bo usmerjena name in kaj bom potem začel deliti vizitke privatnih centrov, kamor naj gre to urediti. Mislim, ko bomo šli sa tako medicino, recimo, takrat je pa tudi jaz v bistvu ne želim več delati. In je to taka grozna frustracija, da bi v tem primeru rajši šel, kot da sem vpet v to delo. In rad bi povedal to, da kot zdravnik seveda imam privilegij, da grem, pa tudi če grem iz medicine. Kot pacient pa ne, vsi bomo nekoč bolni in vsi si želimo imeti zdravstveni sistem, ki drži vodo in ki ima dovolj ljudi. In ta ideja, da z omejevanjem in s prisilo boš ti dobil zdravnike v javni sektor, se mi zdi totalno zgrešena. Ti boš dobil ljudi v nek kader, če bojo razmere urejene. In v to bi mogli biti usmerjeni vsi pogledi in vsi sestanki in vse odločitve v urejevanje javnega sektorja, ne pa v neko kvazi omejevanje konkurence, ki sploh ne obstaja. In bi sam za konec rad rekel to, da jaz pozdravljam vsak zakon in vsako idejo, kako podpreti javni sektor, ampak žal v tem zakonu, ki sem ga zdaj prebral in vse komentarje tudi kolegov, ki poslušam, me res skrbi in ne vidim nobene poteze v bistvu, ki bi mi kot nekomu, ki bo v javnem sektorju še nadaljnjih 35 let nudila neko upanje na boljše čase. Septični šok, vsi radi slišali ta primer, ampak se je ravno v tistem delu zmanjkalo in mislim, gre za to, da če pride bolnik, ki ima gnoj v sklepu, se bo hrustanec v 24 urah nepopravljivo uničil. In jaz kot infektolog, ki gleda, recimo, pripelje mama otroka s tem na kliniko, kličem ortopeda in pravim, to je urgenca, pridite prosim sprati ta sklep. In zdaj, ko bo prišli do točke, ko bojo rekli, v kliničnem centru je samo en ortoped trenutno in ta operira, bom mogel jaz tej mami povedati, ja, za vašega otroka po vseh načelih evropske razvite medicine je nujno spiranje kolka, da ne bo postal trajen invalid, ampak to ni možno. In jaz bom ta, ki bom to povedal, ona bo name usmerila ta svoj pričakovani gnev in jezo in pol si sam še čakam, da bom mi mogel začeti deliti vizitke lokalnih privatnih centrov, kjer lahko to spiranje opravi. In jaz želim delati medicino samo do takrat, ko bom lahko delal po smernicah, ko bom lahko rekel, to je nujno, to pa ni, to se mora narediti takoj zdaj. V trenutku, ko bom mogel reči, spiranje tega sklepa je nujno, ampak na vrsto pridete čez 4 dni, razen če plačate, pol tudi jaz raje grem pač delati kaj drugega v življenju. Je pa tako, da seveda kot zdravnik imam to možnost, da odidem, kot bolnik pa ne. In to me skrbi, ker slej ko prej bom zbolel jaz ali pa moj bližnji in zato je urejen zdravstveni sistem v interesu vsakega prebivalca. Tudi če se ta trenutek počutimo odlično, pa jaz se javljam sicer iz bolniške, ampak tudi če ste zdajle zdravi,
more biti ta paradigma javnega sektorja in tukaj propade ta delitev recimo konkurenčnosti, ker javno in privatno ne sme biti konkurenčno, ampak more biti komplementarno. Najlepša hvala, da ste ponovili ta del. Zdaj, ko ste videli, se nam je pridružil tudi profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo iz UKC Ljubljana, tako da vas kar prosim še za vaš komentar. Sej ne vem, ne vem pravzaprav, kaj sploh govorite, ampak se ponovadi tako znajdem, tako da pokrijem na široko, pa na dolg, ne. Takole, da se predstavim, poleg tega svojega predstojništva, ne, ki mi ni bilo neko veselje, ne, zato dobim 400 € na mesec. Sem pa srečal kolega iz Zagreba, ki je pa rekel, da dobi on na kliniki Rebro pa 100. Tako da vedno lahko še slabše, imamo še nekaj prostora tukaj, ne, za prihranke. Vam lahko povem še svojo izkušnjo, sem namreč izkušen podjemnik, bil sem v 2 ambulantah, oziroma v eni sem še v javnem zdravstvu, v bolnici Izola. Tam smo vzpostavili hematološko ambulantno dejavnost, enih 15 let nazaj, skupaj s profesor Černelšem. In zdaj ponovno nekaj let nazaj. In pa v Novem mestu, kjer pa se je sesula hematologija in hodimo z našimi zdravniki pomagati, da imajo bolniki doktorja. Jaz sem bil pri tem celo tako nefer, da sem malo zagrozil, da kdor ne bo hodil, bom razmislil, kako z njegovimi izobraževanji v prekomorskih enotah. Pa ljudje hodijo. 210 € je tam plača za mesec. Se pravi, se pripelješ tja, moraš si vzeti dan dopusta, greš gor pa dol. Jaz recimo grem celo z vlakom, ker se ne upam voziti, ker zaspim v avtu zaradi rcni, ki jih jemljem. In potem dobiš 210 € glih za burek ostane. Niti za eno špežo ne moreš iti tam v Špar. No, ampak misliš, da se lahko stvari še ne more biti slabše. So mi pa v Izoli pred kratkim, sem mislil iti stran, ker itak ne morem več toliko delati. So me dali pa tam mi povedali, če lahko grem prej. Pa sem rekel, ja, seveda, ne. In potem sem se pravzaprav spomnil, ko me je poklical spet njihov predstojnik interne klinike, da v bistvu on v vseh teh letih, 10 in več, meni je enkrat povabil na kavo skupaj z direktorjem. Pa sem mu to rekel, veste, kaj bi odgovoril? Ma nismo vedeli, da ti piješ kavo, a daj no. In sem rekel, pa koliko ti rednih profesorjev medicinske fakultete, a ne, Igor, je v Izoli, da ti dela ambulanto, koliko je takih budal? Je rekel, nihče. Ne? In pa prav, ja, ko je to brez argument, ampak smo ti dovolili, da delaš v kratkih hlačah. Se pravi, celo to so mi dali ta kratkohlačni privilegij. In potem, sem pa začel plačnik kot tudi delati, enkrat na 14 dni delam pri koncesionarju za druga mnenja, pa za bolnike, ki prihajajo iz drugih držav. Ker mislim, da je to prav, da se v miru s temi ljudmi, vi ne veste, kako to izgleda, si bolan, imaš eno redko bolezen, pa se noben s tabo ne pogovori. Ponekod zato ne, ker ne znajo, ponekod zato ne, ker nočejo, še pogostejše. In ljudje pridejo k meni, so bolani leta, pa ne vejo, kaj se zdravijo, kaj se z njimi dogaja. Pa sem jaz prvi, ki jim to pove. Zato rabim od pol ure do uro. In meni je tam, jaz tam moram reči, uživam kot zdravnik, ker imam čas se pomeniti z njimi, tako kot je to prav. Tako kot je to prav. In te ljudje imajo tam edino možnost, da me dobijo za moje mnenje. Pa si drznem reči, da moje mnenje v hematologiji nekaj šteje. Imajo to možnost. Drugače, ko mi piše ljudje na mail, jim odgovarjam isto tako, pa jih povabim na razgovor k sebi v službo, ampak nikjer ni prostora, jaz nimam kje obavljati teh dodatnih aktivnosti v svoji javni bolnici, ki imam zelo rad, da se razumemo, jaz javno zdravstvo absolutno podpiram. Tudi to, da so plačila neurejena, da dobivamo bistveno manj kot drugi. Vse stvari so narobe, ampak mora biti pa nek escape mehanizem za koga, ki si nujno želi videti nekoga,
ki mu lahko pove po njegovem mnenju nudi neko rešitev. Predstavljajte si, da imate nekoga radi, pa ne veste, kaj z njim, kaj mu je. Pa vsaka minuta vam je pomembna. Vsaka minuta. In to rabimo do neke mere kot izhod za tiste, ki si lahko mogoče pomagajo sami ali pa ki zberejo toliko cekinov, da grejo te vprašati za neko akcijsko ceno, seveda. In ni vse slabo, ni vse slabo. Jaz mislim, da še enkrat da povem, da kot prvo moramo v javnem zdravstvu si naliti čistega vina, se pogledati v obraz, si povedati, da ne govorimo z ljudmi, da je to prej izjema kot pravila in pa mest pred lastnim pragom. Pa delati ambulante tako, kot se delajo. Ne more jih en pogledati 50, drug pa 20. Kot drugo, pa dajmo tudi urediti, dajmo tudi razumeti človekovo stisko, da včasih kdo hoče, ker mu to pomeni odgovor takoj. A je to tako težko za razumeti. In tudi, če gledamo, recimo, pri nas je naraslo v zadnjem letu število prvih pregledov za 1500, ker poberemo vse, kar pride. Jaz nikoli ne bom rekel, mi smo pa presegli svojo kapaciteto. Ampak bom rekel vedno tako, vedno še lahko še enega pogledamo, pa je ta še enega lahko 15krat na dan. Pa bo to še enkrat enega. Za 1500 nam je raslo število prvih pregledov. Vse pogledamo. Jaz jih tam pogledam, recimo, kjer delam 10, od tega 5 prvih. Na 14 dni 5krat, koliko je 5 krat 28 je koliko? Skoraj 250. Ma nekaj je na leto, Malo skrajšan čakalno dobo za zraven, ker so itak na koncesijo. Hočem reči, ne imeti na očale na črno, pa na belo. Imejte jih na sivo, ker mislim, da je to prav. Toliko. Lahko grem? Ja. Jaz se tam prihajam. Napovedan je bil tudi dr. Ahčan, ampak namesto njega bi se moral javiti dr. Klemen Rogel, predstojnik za plastično rekonstrukcijsko estetsko kirurgijo in opekline, ampak njegov video še čakamo. Tako da bomo zdaj šli naprej na vprašanja, kot veste, smo vas malo zmogli omejiti, tako da eno vprašanje na eno osebo. Ima kdo kakšno vprašanje? Evo, pa če poveste za koga, pa izgledamo. Vina Kadela sem, Brigitte Fernič-Gajner. Govornik je vprašala, kako bi oni sami uredili zdaj trenutne razmere. Slišali smo, da so nekateri poudarjali, da je treba vse delati, vlagati razvoj v javni sektor. Kako bi uredili razmere v smislu, da se zdaj dogaja, da nekateri zdravniki, se zato je tudi ta zakon nastal, da nekateri zdravniki izkoriščajo in ni točne razmejitve javnega in zasebnega. V javnem ne naredijo to, kot je treba, število storitev pada, poznamo primer ortopedov, pa še kakšnih drugih, ko odidejo sredi delovnega procesa v javni ustanovi delati malo za zasebnika. Tako te anomalije zajeziti, mogoče je to tudi potem odgovor na ureditev sistema znotraj javnega. A je za koga specifično vprašanje? Ne, to Sej, mogoče, da še to povem, sej predstojnik to vse ve. Predstojnik to vse ve, kdo dela, kdo ne dela, kdo koliko pogleda. Si tukaj niso skrivalnice, on vse te podatke ima. Dajmo se obnašati potem kot vodje. Kaj mora vodje narediti? Vodja mora narediti nekaj, kar je dobro, kar to dobro vseh, recimo jih povabi na malico, kar jih itak ne more, ker nimamo sredstev za to. Recimo, da vam povem, kako izgleda javni sektor. Kaj je zgodba iz tega? Sorry, spet dolgoveze bilo. Naša deklica za vse, gospa Lili iz ambulante, bo 60 let v kliničnem centru. Ne, 60 let. Ja. Ne 60, 50 let. 50 let bo zaposlena zdaj. Pa sem jih hotel dati, naša klinika v redu posluje. Pa sem rekel, pismo, to pa res to, moramo jo narediti nek tribut, Dajmo ji, bomo prišli neko zakusko, pa tako pa nekaj kupimo. Pa so mi rekli, ne moreš, nimate denarja, nimate sredstva za to.
Se obstaja koncem leta, se v kliničnem centru sestane nek biro, neka komisija, pa dobijo po pošti potem domov ljudje zahvalne plakete. Sem rekel, po pošti dobijo zahvalne plakete, nisem mogel verjeti. Ja, po pošti dobiš zahvalno plaketo. Pa da jo meni pošljajo. Da ne rečem, kam bi jo dal, ne. Ampak tako se ne dela, če si s svojimi ljudmi, ne delaš. In to predstojnik ve. In ta gospa bo imela, se že uredil, bo imela poslovilno in bo imela vse to, kar ji pripada. Na stroške klinike, ker je zaposlena na kliniki, ne del klinike. In mi se moramo obnašati začeti do svojih ljudi, tako kot se obnaša klinika, tako kot se obnašajo starši do svojih otrok. In skrbeti za njih, in jim pomagati, in širiti tega duha. In tako kot vemo doma, če imamo več otrok, kjer ima sveke, kjer ima pa recimo dobre ocene, tako tudi vemo med sabo, kdo ima kje. Pa začnimo to res delati. Vse stvari so zelo enostavne. Ni treba tukaj višje matematike. Tako da te podatke vse imamo. Ne. Ok, zdaj bom pa res dal. Bi še jaz nekaj, gospe Žgajner, odgovoril. Jaz takšnih primerov ne poznam. Bil sem kar nekaj let predstojnik svojega oddelka in pri nas je nihče sredi delovnega časa odhajal delati nekam privat. Mislim, da je tega zelo malo, ampak politika pa to izkorišča in deloma tudi mediji, da napihnejo stvari in pljuvajo po vseh zdravnikih naenkrat zaradi nekaj gnilih jabolk v gajbi. Tako da to je seveda, kar ste vi omenili, nedopustno, ampak koliko pa je res tega? Resno? Hvala. Jaz sem še eno vprašanje, Špela Bezjak pa povedal, da 24 ur za kogarkoli, ki se bo čutil, da lahko na to odgovori. Bi se pa navezala na kolegico iz dela in dodala v bistvu, kaj bi pa potem bil vaš predlog za vlado. Recimo, zagotovo sem pripričana, da se tudi vam zdi spodbudno, da bi znotraj javnih zavodov dodatno plačilo za več dela bilo super. Želite pa si, čeprav razumem, da bi ta del prisile, da se torej ste zavezani samo eni instituciji, da se črta, kaj konkretno bi torej morala vlada še napisati v ta zakon, da bi bil tudi za vas sprejemljiv, pa da bi potem šel v smeri, da zdravniki res čim večji potencijala opravijo v javnih zavodih. Hvala. Če mogoče lahko še jaz enkrat, ne, zdaj vprašanje je sicer posebno na mesto, ne, odgovor mogoče ne bo tako natančen. Namreč problem je v tem, da tudi če bi želeli več delati v domačih ustanovah, je velikrat omejitev bodi si prostorska, bodi si kadrovska, največkrat pa oboje. Imamo še enkrat to, kar ste že danes poslušali, kolega tamle po Zoomu, ki vam je povedal, da če ti sicer 2 dni lahko na polno operiraš, od jutra do mraka, ampak pa ti posle zmanjka, ker ti ljudje obležijo, ker ne grejo domov, ker to ni ambulanta. Kdaj bo zdaj ti to pol še dodatno nekaj delal, pa še dodatno, ne? Namesto, da bi druge resurse potegnili noter, ne, tako kot ima Zahod, recimo, Avstrija nam najbližja, ne, pomeni, da pacient, ki je zavarovan, odide k zdravniku in ga ta ali pregleda, ali operira za tisto svojo tarifo. Osnovo plača zavarovalnica. Tisto, kar je pa več, ker se ta počuti, da je profesor, da je tak in onak, da ima pač take prostore in tako naprej, se pravi, tisti del pa pacient doplača sam. Mi to v tej državi že imamo. Očala. Očala imamo vsi od zavarovalnice plačana na vsaki 2 leti za svojo dioptrijo, dobiš očala z navadnimi okvirji in z navadno šipo. Če bi pa recimo malo bolj fancy očala, pa antirefleks, pa lažje očala in tako naprej, pa doplačaš. Se pravi, to pa ne že funkcionira, ampak samo v enem malem segmentu, a ne? Vseh ostalih pa pač ne. Enako velja, nikjer ne piše, da moraš iti natančno k temule okulistu po očala, pa natančno v to optiko. V vsaki optiki lahko obdelajo to tvojo napotnico, a ne? Ampak tle se pa, pri ostalem se pa to ne da narediti, mislim. A res? Zakaj pa ne? Ne? Se pravi, sporočilo bi bilo, odprte ta trg, pa se bojo takoj zmanjšale čakalne dobe, a ne? Znotraj teh naših bolnišnic so pa stvari zares omejene. Ne moramo več sprejeti. Sem prepričan, da doktor Zver ne more še 20 ljudi danes sprejeti ali pa 15, da bojo še več delali popoldne, ker nima postelj in nima sester. In enako velja tudi na vseh ostalih oddelkih. Tako da to je zdaj spet nekaj za fotranje
naših volilcev, pa za neki ne vem kaj prepovedovanje, pa tega itak ne morajo. Plus tega, da zdaj kar naprej sprejema neke nove zakone o izplačili v javnih sektorjih, o teh in onih. Danes sem slišal, da bom naslednji let od 1. januarja, če ostanem v sektorju, dobil 19 evrov na mesec gor. Wow! A ne? Tako da, mislim, tudi to, kar so rekli, ne, bojo pa plačani po podjemni pogodbi, ne, ki pa bo drugače obdavčena, kot če podjemna pogodba pri nekom drugem. Noben zakon ne more tega narediti. Furs je jasen, oziroma velja enako. Ne moreš ti na številki, ne bom zdaj rekel Zaloški 3 delati za tak denar, a ne, po podjemni pogodbi, tam ne malo naprej, ne, na Zaloški 17, pa po drugi obdavčitvi. Halo? Mislim, ljudje, samo poslušati morate, kaj vam govorijo. Mi tak cenik smo imeli, če se spomniš. Seveda se spomnim. Ko je imel UKC, ko je bil še aktiven v teh sem rekel, da ne bom več čakal, v teh samoplačniških pregledih si imel postavko, pregled pri profesorju, kar sicer odsvetujem, jaz ne. Ker to bi tako napisan, da je največ bilo pri profesorju, najmanj pa pri specializantu, ki je verjetno najbolj načitan, pa največ ve. Pa mogoče manjka kakšna izkušnja, no. Skratka, to mi vse smo imeli. In to je res, dajmo to ponuditi. Ne? Jaz sem sicer zvedel zadnjič na zavarovalnici, ko so bila s kolegom Jazbecem tam, da ima klinični center več kot 1000 takih profesorjev, kot smo midva, no. Tako da verjetno se da tudi za kakšne dampinške cene potem to zmeniti, ne, ker če nas je veliko, to bomo za nizke denarje delali, no. Ja, toliko sem. Hvala. Še kdo mogoče? Ne. Še kakšno vprašanje? Ja, Jaz bi imel v 2 delih vprašanje. Na prvo lahko kdorkoli odgovori. Zdaj, če jaz pravilno razumem, so pač neke specialnosti, kjer verjetno ne bo toliko odhodov, kot je urgentna medicina, infektologija. Če lahko mogoče kdo definira, ne vem, 2, 3, 4 najbolj ogrožene specialnosti, če se ta zakon sprejme, pa mogoče prav za te specialnosti, ali imajo sploh zasebniki, koncesionarji toliko kapacitet, da bi lahko zdravniki množično tja nekako prebegli nekaj teh podatkov, pravzaprav ni kolikšen je ta delež konkretno med javnim in pa zasebnim zdravstvom. Pa mogoče še drugo vprašanje, mogoče bo gospod dr. Prosen odgovoriti. Eden od govorcev je prek Zooma oziroma v video povezavi v bistvu izrazil nasprotovanje temu, da bi se mogli vsi zdravniki vključevati v nujno zdravstveno varstvo, se pravi dežurati. Ne razumem čisto natančno, zakaj se to problematizira, ker kolikor mi je znano v enem zakonu, to že zdaj piše. Zdravniki pa sami pogosto povedo, da bi bilo to bolj pravično. Recimo, kakšen mesec nazaj v ZD Ljubljana so pač pediatrinje nekaj podobnega povedali. Se pravi, na kakšen način potem urediti vključevanje v dežurstva, če niti tako, kot je zdaj ni v redu, niti to, da bi vsi mogli to se vključevati v nekem deležu, ni sprejemljivo očitno. Bi mogoče začeli kar z zadnjim vprašanjem, dr. Prosen, potem pa mogoče dr. Odlična. Ja, hvala lepa. Rad bi poudaril, da se medicina razvija. Razvija se v različne in vse bolj specifične subspecialistične nivoje in grobo siljenje vseh zdravnikov, ki dejansko verjetno v vsakodnevni praksi več nimajo stika z strogo urgentnimi stanji, verjetno ni niti pošteno, niti plodno. Po drugi strani bi vseeno moramo opozoriti, da zaradi tega, ker so kolegi, kolegice drugih strok primorani vzdrževati urgentno službo in neprekinjeno zdravstveno varstvo, preprosto po matematiki ur manjkajo na deloviščih, na katere bi morali biti primarno dodeljeni. Tretja stvar, ki pa je tudi, če ste me že vprašali, treba nasloviti, je služba nujne medicinske pomoči je globoko in grobo ter nepošteno politizirana. Točno vemo, kje so težave v dežurni službi na primarnem nivoju, predvsem lokalne politike to zelo velikim veseljem izkoriščajo in zaključil bom z mislijo,
tudi sistem nujne medicinske pomoči bi želeli profesionalizirati, predvsem pa vzpostaviti neke pogoje dela, da bi zdravniki in tudi drugo osebje z veseljem se vpisovalo v delo, recimo v urgentnih centrih, in kjer bi lahko tudi mi razvijali stroko, kakor pritiče po nekih modernih smernicah. Z nasilnim vključevanjem, samo zato, da pa zadovoljimo številke, pa enostavno ne vidimo, kako lahko to stroko razvijamo, pa tudi enostavno nimamo možnosti, kako bi motivirali zdravnike v tem primeru, da bi delali v teh naših službah. In poudarjam, kakor gremo trenutno za dinamiko kadrovskega manjka v urgentnih centrih, kmalu ne bo iz te stroke nikogar več. Hvala lepa. Zdaj, kot ste omenjali, obstajajo nekatere stroke, ki so bolj specifične in jih bo bolj ta zakon prizadel. To so na primer dermatologija, ki je bila omenjena, plastična kirurgija, naša maksilofacialna in oralna kirurgija, verjetno tudi nekatere zobozdravstvene specializacije, kot je ortodontija. Zdaj morate vedeti, da veliko stvari, ki se izvaja na terciarnih ustanovah, se pri tako imenovanih privatnikih ali zasebnikih ponudnih zdravstvenih storitev sploh ne izvajajo. Tako da ne, kapacitet za te storitve ne. Te stroke tam izvajajo druge storitve, večinoma bolj enostavne, ampak tudi potrebne za paciente, da jo dobijo. Tako da seveda te številke ne bodo se poklopile in pač kompleksne storitve, ki obravnavajo, kar že vam želimo vsi tukaj navzoči povedati, da je medicina timski šport in te storitve lahko in si želimo upravljati v sklopu bolnišnic, terciarnih ustanov, kot so univerzitetni klinični centri, skupaj z ostalimi kolegi, ampak tega privat ne bo. Privat bodo delale storitve, ki so enostavne, ki jih ljudje tudi potrebujejo, ampak kompleksna oskrba tistih najhujših bolnikov, ki jo najbolj rabijo, pa bo trpela. Jaz bi še k drugemu delu vprašanja rad nekaj dodal, kar me je gospod novinar vprašal. Se zdaj v zdajšnjem zakonu tudi to že piše, ne? Ja, v zdajšnjem zakonu piše, da zunanji izvajalci hodijo v urgentne službe delati, ampak v zdajšnjem zakonu tudi piše, da ni razmejitve med zasebnim in javnim zdravstvom, tako kot je v novem zakonu. In zdaj, če pač politika trdi, da bodo razmejili, potem naj razmejijo. Pomeni, tukaj je zasebno in tukaj je javno zdravstvo, če so razmejili. Ali pa naj pošteno povejo, noter smo ostavili ne razmejitev, ampak enosmerni ventil. Se pravi, zdravniki iz javnega zdravstva v zasebno ne morejo hoditi delati, iz zasebnega v javno pa morajo. Se pravi, čez ta ventil teče samo v eno smer. Hvala. Ja, pa še jaz mogoče, če dodam na tole zadnji del, o žaru delanja urgence. Jaz ne vem, kam je res to zginilo. Jaz se spomnim, kdaj sem ratal za nek leta 93. In meni je bilo delati urgenco, wow, pismo. Mi je bilo res, se mi zdelo, da takrat učim se najbolj, dobiš znanje, dobiš izkušnje. Meni je bilo to v čast in eno tako, ne mislim veselje kot tako, ko si vesel, ko imaš rojstni dan ali pa ko vidiš svojega otroka, da je dobil 5, kar se včasih zgodi. Ampak hočem reči, da ne, počutil si se res zdravnika, ko si rešil in točno veš, kdaj si naredil dobro, kdaj ne. Danes nimam tega občutka, da kdo dela to z žarom, s srcem. Nimam, res nimam. In dajmo se vprašati, v kaj smo se v teh zadnjih 30 letih kot družba razvili. V eno maso posameznikov, ki v tej masi gleda samo, kako bo imela dovolj življenjskega prostora zase in za sebi ljube osebe, kaj drugega nas pa ne zanima. Tako da je treba začeti delati tudi v tej smeri, da postanemo spet ljudje. Začne se pa to seveda tako, da začnemo se učiti, kako se pogovarjamo z bolniki, a ne Igor? Da imamo etike na medicinski fakulteti, kar se dogaja, ker jaz tudi sodelujem, kle si drznem reči, ne? In se trudimo, ampak ene magične formule ni. In bo pot do tega, kar smo izgubili,
trnova. Ampak začeti jo moramo. In tako da je treba en družbeni konsens narediti, pa to rihtati, ne. Pa še nekaj, to, kar govorijo danes, so samo zdravniki. Jaz bi recimo rad povedal, ker vedno izkoristim še kaj nase. Jaz sem eno krasno intenzivno enoto za naše bolnike na oddelku, ki je zaprta, ker nimam sester. Ne. Isto. In potem bo še strežnice tukaj, pa čistilke. Bomo imeli 4x1, takole lahko. Lahko še če se gremo hierarhijo, bomo po vrstah imeli, ne. Če bomo pa normalni, bomo pa pomešani bili med sabo. Ja, hvala. Pozdravljen, sem Klemen Rogl, predstojnik kliničnega oddelka za plastično rekonstrukcijsko estetsko kirurgijo in opekline Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Naš oddelek je s svojo specialnostjo in specifiko dela močno povezan z preostalimi kliničnimi oddelki, tako kirurškimi kot internimi. Na oddelku nas je 10 specialistov plastične rekonstrukcijske in estetske kirurgije, 3 z delno zaposlitvijo, 8 izmed specialistov ima izdano soglasje za delo izven ustanove. Tekom našega kliničnega dela smo v letu 2023 opravili preko 20.000 obravnav, imeli hospitaliziranih 1400 bolnikov, izvedli smo preko 6500 operativnih posegov, od tega 1164 bolnikov z rakavimi obolenji, poleg tega izvedeno preko 100 operacij na Onkološkem inštitutu v sodelovanju z njihovimi kirurgi. Pri svojem delu zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno varstvo in stalno pripravljenost za oskrbo najtežjih poškodovancev, mikrokirurški posegi, replantacijski center, sicer redno sodelujemo z Onkološkim inštitutom pri obravnavi raka dojke in rekonstrukcijo v sklopu le-te. Sodelujemo z maksilofacialno kirurgijo in otorinolaringologijo na področju rekonstrukcij po karsinomih glave in vratu. Rekonstrukcija spodnje okončine v sodelovanju s travmatologi in ortopedi, rekonstrukcijo trupa, kirurgijo roke od bolezenskih stanj do najhujših poškodb in ob tem potrebnih rekonstrukcij, ter smo Opeklinski center Republike Slovenije za zdravljenje opeklin. Redno pokrivamo 8 delovišč, od tega 2 ambulanti, 4 naše operacijske dvorane, 2 do 3 operacijski dvorani in sodelovanje pri operacijah na Onkološkem inštitutu, pediatrični kliniki ter preostalih kliničnih oddelkov kirurške klinike. Redno sodelujemo tudi z medicinsko fakulteto pri procesu izobraževanja študentov. Obravnavamo številne patologije v okviru 8 konzilijev, kjer gre za specifično usmerjeno obravnavo težje patologije. Sodobna plastična kirurgija je sestavljena iz rekonstruktivne in estetske kirurgije, zato večina zaposlenih opravlja delo tudi v drugih ustanovah in drugih oblikah dela. Samoplačniško, estetska kirurgija, operacije tujih državljanov. Zapuščanje matičnih ustanov nedvomno pomeni večjo obremenitev vseh tistih, ki bodo ostali, posledično tudi daljše čakalne dobe. Ogrožene bodo najzahtevnejše dejavnosti, kot so mikrokirurgija, opeklinski center, omejen bo razvoj stroke, uvajanje novih metod, prekinjena znanstveno-raziskovalna in pedagoška dejavnost, izobraževanje specializantov, mednarodne izmenjave, oteženo bo tudi delo medicinske fakultete. Pričakovani najavljeni odhodi kirurgov ob sprejemu predlaganega zakona v sedanji obliki, bližnja odhoda 2 kirurgov v pokoj, planirane porodniške odsotnosti bodo popolnoma ohranili delovanje oddelka in povzročili nepopravljivo škodo za paciente.